Ali boste tokrat dali kandidatu več teže izboru kandidatu oziroma več pozornosti glede na to, kako ste navajali pomen kulture za vašo vlado? Seveda naj poudarim, da sem že ob izboru dosedanje ministrice za kulturo gospe Bizjak Mlakar temu izboru namenil veliko težo. Kot veste, sem se sklical en širši sestanek, ki so se ga udeležili mnogi vodilni predstavniki kulture v naši družbi, ki so takrat izrazili podporo dosedanje ministrice za kulturo, kar je bil tudi eden od dejavnikov, zakaj sem podprl Desusov predlog, da postane ministrica gospa Bizjak Mlakar. Zdaj seveda, ko se je izkazalo, da pravzaprav ni uspešno opravljala tega svojega dela, je na mestu temeljit premislek. Zagotovo moramo na to mesto izbrati kompetentno osebo, ki bo razumela, kako pomemben je ta resor, ki bo razumela, da je treba nekatere zadeve zdaj izpeljati bistveno hitreje in seveda tako, kot je dobro za razvoj slovenske kulture. Pričakujem pa seveda najprej predloge s strani koalicijske stranke Desus, kajti to sodi po koalicijskem sporazumu v njihovo domeno, torej da predlagajo kandidatko, kandidata. Moja naloga pa je seveda, da potem preučim in ugotovim, kateri je za takšno nalogo najbolj primeren. Danes boste določili ministra, ki bo začasno vodil resor? Danes bo določen seveda minister, ki bo začasno vodil ta resor, to je minister brez listnice, gospod Gorazd Žmavc, ki tudi izhaja iz koalicijske stranke Desus.